Doslej smo imeli Slovenci temeljno delo v Pleteršnikovem slovarju. Toda ta je star že 70 let in v 70 letih se jezik mnogo čem spremeni. Tako da lahko rečemo, da je Pleteršnikovo delo danes že zastarelo. Potreba po novem slovarju se je že zdavnaj pokazala. Pobudo zanj je dal profesor Ramovš, ki je ob ustanovitvi Inštituta za slovenski jezik tudi predvidel začetek zbiranja gradiva za novi slovar. Slovar je delo celotnega kolektiva, ne posameznika. Kolektiva 17 slavistov, katerim so priskočili na pomoč tudi številni zunanji sodelavci in pa nad 100 terminologov. Sem bil povabljen, da ob odhajanju prejšnjih članov uredniškega odbora, kot sta bila Anton Bajec in potem Jake Berigler, da vskočim v to delo pri izdelavi glav slovarja. Osnovna naloga v leksikološki sekciji je bila izdelava 5. zvezka slovarja slovenskega knjižnega jezika. V času Jakopinovega vodstva v 80. letih sta med drugim v zelo težavnih razmerah izšli 4. in 5. knjiga slovarja slovenskega knjižnega jezika. Računalniki in namizno založništvo so omogočili izdajanje tiskarsko-tehnično zapletenih publikacij, odprle so se možnosti za znanstveno izpopolnjevanje inštitutskih raziskovalcev doma in v tujini. Jaz sem nastopil svoje mesto 89. in najlepši spomini so bili v tem, da sem padel v slovenski svet, ki se je spremenjal. Zame je bil to velik izziv in me je veselilo, če sem kaj prispeval. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je državno središče za evidentiranje slovenskega leksikalnega fonda in za sistematično analizo ter interpretacijo jezikovnega gradiva sinhronega in diahronega vidika. Kaj me je najbolj ohranilo iz časa mojega predsedovanja inštitutu, je v prvi vrsti odlični odnosi na inštitutu, odlična usklajenost dela upravno-administrativnega in strokovnega pola inštituta z takratnim znanstvenim svetom inštituta. Vse skupaj pa je potekalo gladko ob izjemno visoki podpori direktorja ZRC-ja Ota Lutarja. Pretežno klasično urejene, deloma pa že računalniško podprte gradivske zbirke rezultirajo v slovarjih sodobnega knjižnega jezika, etimološkem slovarju slovenskega jezika, zgodovinskih slovarjih, narečnih slovarjih in atlasih ter terminoloških slovarjih za posamezna strokovna področja. S postopnim prenosom obstoječih in nastajajočih dokumentacijskih ter gradivskih zbirk v računalniško obliko bo omogočena dostopnost gradiva slovenski in mednarodni strokovni ter tudi širši javnosti. Strokovnega vidika pa mi je v spominu najbolj ostalo izdelava enozvezkovnika, pravopisa, slovenskega pravopisa, ki je združeval pravila in slovar, korpusa besedilnega, nova beseda in etimološki slovar slovenskega jezika Franceta Bezlaja in sodelavcev. Ko mi nekdo danes omeni inštitut, začutim toplino v srcu. Čeprav nisem bila iz kolektiva, ko sem postala predstojnica, ampak sem bila indogermanistka na filozofski fakulteti, kar sem tudi ostala, so mi ti odnosi in ta klima na inštitutu pomenili največ v moji tako imenovani znanstveni ali strokovni karieri.
V vladi ni realne podpore za znanost in raziskovalno delo, ugotavljajo raziskovalci. Prostori Inštituta za slovenski jezik pri Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU kažejo takšnole sliko. V tem okolju slišimo tako veliko o slovenskem jeziku, o njegovi ogroženosti. Zdaj pa že 2 leti neuspešno rešujemo problem inštituta, ki se centralno ukvarja z raziskavami v zvezi s slovenskim jezikom. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša se imenuje po svojem prvem upravniku in osrednji osebnosti slovenskega jezikoslovja. Eden izmed glavnih dosežkov inštituta je izdelava slovarja slovenskega knjižnega jezika. O obsegu znanstveno-raziskovalnega dela inštituta govori že dejstvo, da je ta sestavljen iz 5 sekcij, med njimi leksikološke in sekcije za zgodovino slovenskega jezika. V 10 letih svojega predstojnikovanja sem spodbujal tiste, ki so hoteli delati koristne stvari in jih varoval pred onimi, ki so jim to skušali preprečiti. Nasledek tega prizadevanja je 36 slovarjev, 51 monografij, 26 zvezkov jezikoslovnih revij in 3 lingvistični atlasi. Domala vse tudi na Terminologišču in Franu, ki sta se rodila v tem času. In pa 31 novih uporabnikov slovenskih slovarjev je sodelavkam in sodelavcem v teh letih privekalo na ta svet.